V temle e-predavanju o 4 tipih promocijsko-prodajnih aktivnosti, s katerimi se srečamo, če uporabljamo sodobna marketinška in izobraževalna orodja z namenom, da promoviramo in prodajamo naše programe. In mimogrede, ni treba, da so to nujno samo online programi. Skratka, če v našem izobraževalnem, svetovalnem, coaching biznisu želimo s pomočjo teh sodobnih spletnih orodij za izobraževanje in marketing promovirati in prodajati naše kakršnekoli programe, je to e-predavanje zate. Hojla, če se še ne poznava, najprej, da se predstavim, sem Marija Maruša Jovanovič na dolgo oziroma Maruša na kratko in v tehle mojih e-predavanjih govorim o sodobnih spletnih izobraževalnih in marketinških orodjih o njihovi uporabi v izobraževalnem, edukacijskem, svetovalnem, coaching biznisu. Skratka, če izobražuješ, coacha, svetuješ, kakorkoli prodajaš svoj know-how oziroma svojo ekspertizo na trgu, torej kako lahko s pomočjo teh orodij za spletno izobraževanje in za spletni marketing optimiziraš svoj biznis, bodi si, da dosežeš več strank, da jih ne govoriš, kot pravim, kar tam, kjer so, torej na spletu, oziroma da dosežeš v končni fazi tudi več časa, tako s pomočjo online programov, ki jih predposnameš oziroma izvajaš kar, kako ti rečejo, v obdobju svoje pisarne, kot tudi v bistvu do več časa s pomočjo različnih teh sodobnih spletnih orodij in sistemov. Skratka, po domače rečeno, vse od kreiranja do promoviranja online programov. Ok, preden začneva takole. Deva najprej pregledati, kateri so teli 4 tipi promocijsko-prodajnih aktivnosti. Torej, govorim o stvarih, ki so zimzelene, prva stvar, stvari, ki so na dnevni bazi za delati, stvari, ki so na tedenski ravni za delati, to se pravi dnevna promocija, tedenska promocija in pa mesečna promocija, to se pravi stvari, ki so na mesečni ravni za delati, torej zimzelena, dnevna, tedenska, mesečna. Bi pa v tem kontekstu rada še opozorila, da v bistvu preden začnemo karkoli delati v spletnem edukacijskem biznisu, je potrebno postaviti temelje. Okay? Nobena stvar ne bo delovala oziroma bo delovala, ampak tako nekaj na pol, pa ful bo za nas težko, pa ful bo tehnično zahtevno, pa tako naprej, če nimamo neke osnovne strategije, oziroma jaz temu rečem, če nimamo neke osnovne vizije. To se pravi, prva stvar, ki jo moramo postaviti, so torej neki temelji od ciljnih skupin, koga nagovarjamo, kaj je naša vsebina, kaj so naši programi, vse te zadeve. Deloma sem se tega dotaknila že, če pobrskaš po mojih preteklih predavanjih. Zdaj pa skočimo torej v zimzeleno, dnevno, tedensko in mesečno promocijo. Ok, deva začeti iz zimzeleno, pa predvsem bi rada v bistvu tokratno e-predavanje namenila predvsem temu, ker nekaj o tem sem že govorila, oziroma že kar precej sem govorila ravno v podcastu prejšnjem, ga bom polinkala gor, tlele tukaj okoli. Skratka, tokrat bi se rada dotaknila mogoče teh promocijsko-prodajnih aktivnosti, predvsem iz tega vidika, kako bo, v bistvu, kaj je pravzaprav tisto, kar je dodana vrednost spletnega sistema, spletnega sveta, torej teh spletnih orodij in spletnih sistemov, v čem nam pravzaprav pomagajo. Ne? Ker vemo, pač določene stvari pač moramo narediti in jih je treba narediti, vendar pa je prednost spletnega sveta in spletnih orodij in sistemov ravno v tem, da nam določene zadeve odnese oziroma olajša na dolgi rok. Kar pomeni, res bi rada poudarila to, no? Ker je pač neka iluzija, ki jo ljudje imajo, je, da v spletnem svetu pa nič ni treba narediti, ne? Da tukaj bo pa vse, ne vem, ali umetna inteligenca ali nekdo naredil namesto tebe. To ni res, ne? Je treba narediti, vendar veliko stvari naredimo enkrat in potem delujejo dlje časa za nas. In ena takih je pravzaprav čista ta prva stvar in to je tako imenovana zimzelena promocija. Zdaj, da bo jasno, o čem govorim, zimzelena promocija pomeni uvodni oziroma neki spoznavni program. Skratka, mimogrede, tudi sama imam en tak uvodni spoznavni program, kjer gremo majčkeno bolj poglobljeno skozi vse te sisteme oziroma skozi te procese tega online biznisa oziroma vsega tega od kreiranja do promoviranja online programov. Tako da priporočam, če ti je tole zanimivo, če te bo tole pritegnilo, je, bom rekla, ta prvi korak, ki ga na ta svet online biznisa lahko narediš, je pravzaprav to, da si pogledaš tisto serijo predavanj
in v bistvu si majčkeno zložiš zadeve skupaj, da so bolj jasne. Zdaj, na enak način pravzaprav spodbujam vse izobraževalce, coache, mentorje, svetovalce, skratka vse, ki prodajajo svoj know-how in ni nujno, da ga prodajate v obliki online programov. Online programi so lušten dodatek, zato da lahko naredite določene produkte, da so na voljo ves čas, ali pa da recimo naredite mogoče kakšne programe, recimo vodene programe v online obliki, zato da vam ni treba hoditi na teren, ali pa da naredite karkoli, ne? Ali pa da si sam posimplirate stvari, da posnamete določene zadeve za svoje klasične programe. Skratka, zimzelena promocija, oziroma čisto domače, oziroma konkretno rečeno, promo online program je super varianta za vse, tudi za tiste, ki nimate online programov, ki jih nikoli ne nameravate imeti, ali pa če jih že imate. Njegov namen je, da v tem promocijskem programu, običajno rečemo uvodni, spoznavni, kakorkoli že, začetni programi so namenjeni temu, da vas ljudje spoznajo. Torej, dodana vrednost v spletnem svetu je to, da ljudje lahko v momentu, ko so za vas prvič slišali, pa mimogrede, lahko ste tudi imeli predavanje na terenu, da ste šli, ne vem, nekam za nek promocijski dogodek, pa ste se predstavili, zdaj pa ljudje radi nekaj več o vas vedeli, grejo lahko v ta online program. Še najbolj običajna varianta je pa, da so vas nekje zaznali na spletu ali na vaši spletni strani, ko so kaj googlali ali so vas zaznali prek socialnih omrežij ali karkoli. Skratka, takrat, ko so ljudje pripravljeni vedeti nekaj več, nekaj jih je zamikalo o tej zadevi in grejo in si lahko pogledajo tak program. Tak program ni neposredno namenjen temu, da bo prodajal. Ker ljudje, ki so vas spoznali, so mogoče šele začeli razmišljati o tej temi, mogoče, ne vem, karkoli, skratka ni nujno, da so v tistem momentu pripravljeni ali pa da so sploh razmišljali že o tem, da bi karkoli kupili. Skratka, v tem primeru je namen tega programa predvsem to, da vas spoznajo in da spoznajo te sisteme mečkano, oziroma to, kar vi učite, oziroma to, pri čemer jim vi pomagate, da to spoznajo mečkano bolj konkretno. Predvsem pa, kar je dodana vrednost promo programov, je to, da vas poznajo kot osebo. Torej, za ta zimzelena promocija oziroma promo online programi so za tiste, ki ste mečkam bolj v tem marketing svetu, pa ki se že bolj učite o teh zadevah, so dobesedno po domač rečeno, oziroma ne po domač, ampak po angleško rečeno, lead magneti oziroma darila. Ne, zdaj jaz jih ne rada zapakiram pod darila ali karkoli, pač to so iz našega vidika, iz biznis vidika so to lead magneti, ki omogočajo tudi to, da se ljudje povežejo z nami, da se vpišejo, bom rekel, na našo mailing listo in tako naprej, skratka, da pridejo v ta naš krog in nas bolje spoznajo. Če so ljudje ravno v fazi, da jih to mečkom bolj konkretno zanima ali pa da iščejo to rešitev, ja, je velika verjetnost, da bojo takoj tudi kupili. Ne? Ni pa torej ta zimzelena promocija ni namenjena takojšnji prodaji, ampak temu bom rekla promociji tebe in blagovne znamke, ja, pa hotela sem že to dodati. Dobro, da imam zapiske spodaj, ne. Skratka, včasih za lead magnet večina uporabi, bom rekla, kakšno e-knjižico oziroma neko tako zadevo, da se jo ljudje sam downloadajo, kar je super, je čisto ok, tudi kot prvi korak, bi pa vsekakor priporočila, glede na to, da prodajamo sebe, svoj know-how, skratka je fino, da nas ljudje spoznajo in začutijo tudi kot človeka, ne. Tako da tudi preko videov se da, bom rekla, to precej dobro začutiti, ljudje se navadijo na nas, se navadijo malo na to, kakšne geste imamo, se navadijo mogoče na kakšno naš humor ali kitajska, skratka, glede na to, da je cilj na koncu, da pravzaprav te stranke zdelajo z nami ali v naših programih, ali v naših posnetih programih, ali pa v končni fazi z nami na nekem coachingu ali karkoli, je fino, da nas na neke vrste tudi spoznajo. Zdaj pa, super varianta, oziroma super dodana vrednost tega zimzelene promocije oziroma promo programa je to, da jo narediš enkrat in deluje vsaj 1 do 2 leti. Okay? Enkrat investiraš, običajno to se porabijo tam 3-4 delovni dnevi, to ne rabi biti nek zahteven online program, to ne delamo spletnih tečajev, ki so, ne vem, dolgi 10 ur, to je običajno stvar, ki je dolga uro pa pol do 3. Zdaj to so v bistvu nekateri tukaj na začetni fazi uporabljajo tudi tako imenovane webinarje,
ampak slaba lastnost webinarjev je to, da jih moramo vedno izvajati, oziroma imamo lahko tudi avtomatizirane webinarje, to za mogoče dodatek. Skratka, promo program je lahko zdaj v različnih oblikah, da ne bom šla preveč v detajle. Lahko je to video serija, lahko je to tako imenovan on-demand webinar, kar pomeni, da je to webinar, ki si ga ljudje ogledajo v točno določenem času, v točno določeni uri, vendar je predposnet. Lahko v tej obliki delamo tudi webinarje oziroma neke dogodke večkrat časovno, ampak tisto, k čemur stremimo v online svetu, je to, da to naredimo enkrat in se to avtomatizirano odvija naslednje 2 ali pa 3 leta. Poznam tudi ljudi, ki jim take zadeve, ki naredijo enkrat, pa jim to deluje že več kot 5 let. Skratka, tudi moramo biti previdni, ampak moramo biti strateški, ko te zadeve postavljamo. Okay? To je prva stvar in najbolj spregledana stvar, ki mislim, da jo lahko uporabi vsak, ker en teden pa imamo te zadeve, pa imamo tako zadevo narejeno, oziroma tudi če ne moramo delati en teden v kup tega, v bistvu v roku 1 ali pa 2 mesecev lahko eno tako stvar postavimo in hkrati v bistvu se tudi potreniramo, kako pravzaprav pomeni snemati spletne zadeve in tako naprej. Druga oblika promocije oziroma druge promocijske aktivnosti so dnevne. Zdaj dnevna, prosim lepo, ne pomeni to, da moraš vsak dan se za računalnik usesti ali pa vsak dan telefon v roke pa biti na internetu. To pomeni, da v bistvu se enkrat na mesec usedeš in pripraviš stvari, ki jih ljudje dobivajo dnevno. Ne? Običajno tukaj spadajo objave na socialnih omrežjih, lahko se odločimo tudi, da blog vsak dan pišemo ali pa karkoli v tem kontekstu. Zdaj običajno je tukaj to, kar delamo v bistvu na socialnih omrežjih. Zdaj, kje je past? Kje je past socialnih omrežij je to, da če nismo strateški, če nimamo, bom rekla, enih temeljev postavljenih in vsega tega, hitro padamo v to, da ali samo prodajamo nekaj na socialnih omrežjih in tega se na socialnih omrežjih ne počne. Ljudje hodijo na socialna omrežja zato, da se zabavajo, zrelaksirajo, sprostijo, mogoče kaj naučijo, oziroma v smislu, da dobijo neka nova obzorja in grejo pa nekaj raziskovati naprej. Nihče pa ne mara non-stop neke prodaje, ne. Tako da tudi vidite, tudi Facebook oglase ali pa kakšne oglase ljudje hitro cancelajo in tako naprej. Skratka, tisto, k čemur težimo pri dnevni promociji, je to, da dobimo, bom rekla, neke vrste pozornost, v smislu, da dajemo ene take male koščke tega znanja oziroma tega, kako lahko v bistvu to osveščanje pri strankah, pri potencialnih strankah, kako jim lahko v resnici mi pomagamo. Zdaj, ena stvar je, da ali pademo v to, da preveč prodajamo, ali pa druga stvar je to, da objavljamo kar nekaj. Zdaj s temi kar nekaj objavami ni nič narobe, ker včasih kakšna objava kako pride ad hoc iz srca, ker nam je raven nekaj padal na misel, ker smo raven v enem elementu, ki bi radi nekaj podelili, so včasih ful dobre objave, ker res ful dobro, bom rekla, zavibrirajo z ljudmi, imamo ful velike odzive in tako naprej. Kar se nam včasih zna pri teh ad hoc objavah, da gremo kar tako, da gremo mogoče mečkam bolj iz kakšne negativne vibracije, pa bolj malo, bom rekla, gremo v tako, ok, zdaj sem glih dobil idejo, pa moram o tem pisati, ker me je nekaj razjezil, tako da tudi to ni glih najboljša varianta, ker pač mečkam bolj tak ton ven pride. Predvsem je pa to varianta, da res moramo paziti, da je fino, da smo strateški, da vemo, kam zadeve peljemo in da imamo tudi en plan. To se pravi, najtežja stvar, zakaj je večini ljudi, bom rekla, težko delati to dnevno promocijo, je to, ker v resnici nimajo ene strategije, enega celostnega plana, kaj pravzaprav bojo v teh objavah dajali. Po drugi strani pa to naredijo tako, da v bistvu te objave in vse te zadeve nikamor ne peljajo k neki nadaljni prodaji. In potem ljudje, ker ne znajo tega narediti, grejo kaj narediti, pišejo in postajo samo prodajne aktivnosti. Ni nič narobe, če preko socialnih omrežij tudi obveščamo o, naši trenutni akciji ali pa o tem, kaj prodajamo, pa tako naprej. Tudi to en del pač je čist ok in je fino, da je in pravzaprav mora biti, ampak suma sumarum pač mora biti neka podlaga, o čem sploh pišemo, na kakšne načine pišemo oziroma lahko tudi snemamo in da imamo torej en tak plan. In kar je super varianta je to, da iz primerno zastavljeno vsebino lahko naredimo tak plan za nekje pol leta ali celo več vsebine,
Potem pa v bistvu vsak mesec posnamemo samo en določen del in se usedemo za en dan ali pa dva in samo delamo na teh zadevah, da pripravimo objave, oziroma če imamo kakšne virtualne asistente, nam tehnični del lahko celo oni pomagajo. In tisto, kjer se potem v avtomatizaciji in pri spletnih orodjih dejansko najbolj pozna, je to, da mi te objave lahko ponovno recikliramo. Skratka, mi na začetku ne rabimo posneti vsega za pol leta. Mi za pol leta naredimo plan za to, da imamo, in ta plan mimogrede se lahko naredi v spletnem hubu, vas namreč peljem, kako lahko te zadeve zastavite, in običajno je to stvar, ki jo naredimo celo v parih urah. Dobesedno plan za pol leta imaš lahko narejen v parih urah, ne rabiš pa narediti objav za pol leta. V resnici na začetku lahko narediš objave za en mesec, pa jih naslednje 2-3 mesece samo recikliraš. Zakaj? Zato, ker ljudje niso ves čas na socialnih omrežjih in niso te objave že videli, pa tudi, včasih tudi jaz sama vidim objavo, ki sem jo že videla, ali pa nekaj preberem, kar sem že prebrala, pa v resnici se niti ne spomnim, da sem to brala, oziroma me tokrat nagovori čisto drugače. Kar pomeni, če tukaj naredimo en tak povzetek, potrebno je, da smo pri dnevni promociji strateški, da pa smo tudi časovno in tehnično učinkoviti, moramo pa v bistvu se lotiti tega smotrno in pripravljati objave za več tednov vnaprej in jih potem tudi izkoristiti, da jih recikliramo. Tretja stvar, s katero se bomo srečali pri promocijsko-prodajnih aktivnostih, so tako imenovane tedenske aktivnosti. Tedenska promocija. In tukaj, mimogrede, prej sem pozabila povedati, pri dnevni promociji, za tiste, ki ste mečkam bolj, ki vam je blizu marketing in vsa ta terminologija, pri dnevni promociji govorimo tudi o tem, da gradimo lead generation. To se pravi, preko dnevnih objav skušamo, bom rekla, na eni strani graditi blagovno znamko, na drugi strani pa v bistvu pritegniti ljudi, da grejo, v bistvu, da pridejo v ta naš krog, v naš email marketing sistem. Mimogrede, v email marketing sistemih je tako imenovan open rate oziroma stopnja odprtja mailov 30% in več. Če imate manj, je že nekaj narobe z maili. Skratka, 30% in več, medtem ko, to se pravi 30% ljudi, ki je na naši mailing listi, nas dejansko v bistvu, bom rekla, vsaj mečkano preskenira vsake toliko časa. Skratka je fino, da smo ves čas v njihovi, bom rekla, bližini, ker včasih so kakšne stvari, ko se ljudje odločijo tudi šele po letu, 2-3, da so pripravljeni narediti nek korak na sebi oziroma nek korak naprej, zavisno, kakšno stvar učiš. Torej, tedenska promocija je pa tisto, kar bi v marketingu pasalo pod lead nurturing oziroma negovanje teh stikov. Skratka, ljudje, ki so nam dali kontakte, ljudje, ki so izkazali neko zanimanje, si želijo od nas še nekaj več. Zdaj, seveda se moramo sprijazniti, da določeno število ljudi je, bom rekla, tipa, da iščejo samo brezplačne zadeve in bojo z nami ostali večno in bojo spremljali samo brezplačne zadeve, kar ni vedno nujno slabo, ker včasih so taki ljudje tudi naši najboljši ambasadorji, v smislu, jih te zadeve zanimajo, nimajo pa mogoče v tistem momentu plana ali pa sploh nikoli plana narediti korak naprej ali karkoli, bojo pa naši ambasadori. To se pravi v smislu, ko bo s kolegom govorilo o kakšni stvari, bo rekel, daj pet spremljati tamle Marušo, Maruša ima o teh zadevah govori pa tako naprej. Ker verjetno, da tisti, ki vas ne prenesejo, pa ki so vaša konkurenca potencialna ali karkoli že, tisti vas bojo imeli slej, ko prej poln kufer, pa bojo šli dol iz mailing liste. Tako da torej tudi te ljudje, ki so z nami, bom rekla, na mailing listi, tudi če ne kupijo nič, včasih jaz vidim, so ljudje kar malo jezni, kakšni podjetniki reče, tam ga imam na mailing listi, ali pa celo vidim veliko se zagovarja ta trend, da se naj briše te kontakte, ki niso, 6 mesecev že nič odprli, Ampak kaj se zgodi? Pri meni se dostikrat zgodi, da ljudje, 6 mesecev niso aktivni, ker pač, so dali fokus nekam drugam ali karkoli, potem pa pridejo in me spet spremljajo. Tako da zdaj tukaj je, bom rekla, tukaj treba mečkam presoditi. Ampak zdaj, da ne zabluzim s to zadevo, tedenski maili oziroma tedenska promocija, kaj v bistvu to vključuje? Podcast, kakršnega snemam zdajle, oziroma pa če si rečem e-predavanje oziroma neke vrste oddaja.
tedenska javljanja v živo na socialnih omrežjih. Skratka, vse te vsebine, ki so majčkeno bolj poglobljene. Sem spadajo tudi blog objave, take, ker recimo, ne vem, gremo majčkeno bolj v globino z določenimi zadevami. Ja, to so vse odprte zadeve v smislu, berejo jih lahko tudi ljudje, ki niso nujno z nami. Lahko se seveda tudi odločaš za princip zaprtega podcasta, zaprtega bloga ali karkoli. Tudi to je danes trend, da se v bistvu naredijo tako imenovani premium newsletteri oziroma premium vsebine in so samo pač za določeno grupo ljudi. Jaz osebno sem pristaš, da ko že pripravljam take vsebine, da jih dam navzven, ker mogoče nekdo še ni na moji mailing listi, pa bo kljub temu prebral in pogledal kakšne vsebine in ga ravno to pritegne. Druga stvar tega pa je to, da ta vsebina za nas deluje tudi dlje časa. Zdaj tukaj bi samo opozorila to, na socialnih omrežjih, Instagram, Facebook, je dostakrat tako, da v bistvu ta vsebina po določen času se majčkeno skrije. Tako da če že delamo neke Facebook live, Instagram live in tako naprej, načeloma zdaj nekih dolgih predavanj, načeloma, da bi šli kar posnet pa objaviti gor, ja, mogoče na Instagramu ne, ker so tako predolgo, ampak recimo na Facebooku mogoče kakšna predavanja, da bi šli naložiti, si celo še prvošmo, ne. Ampak načeloma jaz priporočam tukaj, da se potem te stvari shranjuje oziroma daje tudi na YouTube ali pa tudi na Spotify. Zakaj? Sploh na YouTube. YouTube je tudi brskalnik, kar pomeni, da nas ljudje tudi lažje najdejo. To se pravi, ko smo mi to, ko imamo neke vsebine, ne, grejo ljudje pa nas pogooglajo ali pa slučajno nekaj googlajo pa nas najdejo in tako naprej. In v bistvu ta naša vsebina deluje dlje časa. Okay? Dodana vrednost vseh teh blogov, vseh teh podcastov, ki jih pišemo, vsega tega je v tem, da to deluje za našo promocijo na dolgi rok. Zdaj z orodji AI, če greste pogledati, če greste v ChatGPT, pa če vtipkate kakšno zadevo, celo med zadetki dobite lahko svoje, to zdravo, ko ChatGPT spiše kakšno zadevo, doda celo reference in se zna zgodi, da je referenca na vašo stran. Torej, je super v bistvu tudi iz tega vidika, ker v bistvu ta vsebina, ki jo mi dajemo takole, ne, je, bom rekla, deluje za nas na dolgi rok. Ne. Tako tudi, če bi bili, recimo, tudi, če bi se za 1 leto vzeli pauzo, če imamo full materialov, pa če imamo vse te stvari strateško zastavljene, bi seveda še sem pa tja tudi, bom rekla, tudi se kakšna prodaja zgodila čist, bom rekla, tudi čist naključno, recimo. Ne. Skratka, cilj te vsebine, torej teh tedenskih promocij, je, da gremo mi poglobljeno majčkeno bolj v zadeve, da v bistvu negujemo en tak, kako ne rečem, odnos tudi iz tega vidika, da smo ves čas nekje v vidnem polju ljudi. Ne? Zdaj, tudi če pogledate svoje navade, tudi če od nekoga dobivate mailinge, najbrž ne preberete vseh, najbrž ni vedno, ali pa lahko vzamete moje vsebine. Najbrž ne pogledaš mogoče vsak teden vseh mojih mailov ali pa ne poslušaš vsak teden vseh mojih e-predavanj ali tako naprej, ne. Skratka, ampak opaziš pa, da sem prišla tam nekje, da sem nekje v ozadju, ne. Sem prišla v tvoj mail, pa si videl naslov, ok, mogoče odprl, mogoče nisi odprl, ampak ohranjaš to zavedanje o meni, da nekje obstajam, ne. Skratka, drugi aspekt, ki si ga pa tudi lahko predstavljamo, to je zelo odvisen tudi od vsebine, je tudi to, ljudje so navajeni dobivati neke tedenske zadeve. Včasih smo imeli tedenske časopise, ne, pa je bilo ful dobro, ne, in si dobil, ne vem, nedeljski dnevnik, pa je prišel, pa si recimo ga bral, ne, ali pa revije. Ljudje so navajeni to, da vsak mesec neko revijo grejo mogoče kupiti, ne, ali pa vsak teden, kakorkoli že izhajajo. Nisem ravno, ne berem ravno revij. Skratka, ali pa recimo, ne vem, od trgovin dobivamo recimo tedensko, dobimo pregled akcije, kaj bo, ne vem, v trgovini v akciji za vikend ali pa kaj takega, ne. Skratka, to vse, bom rekla, te navade, ki jih imajo ljudje, v bistvu lahko prenesemo tudi na to naše področje in pogledamo, kaj od tega, kaj bi mi lahko tedensko počeli, nekaj takega, da ohranjamo, bom rekla, nek tak stik in neko pozornost, ne. Tako da tukaj pač neka osnovna orodja so seveda, ne vem, blog, podcasti, javljanja v živo in podobno, da v bistvu tudi vzpostavimo neke vrste rutino. Skratka, bistvo teh tedenskih vsebin je to, predvsem ta poglabljanje odnosa, občasno pa tudi prodaja. Prodaji pa majčkeno bolj namenjena mesečna promocija.
Zdaj sem jaz ves čas govorila, skozi so neke promocije, ne pa tudi prodaji, tako da v bistvu mesečna promocija je pa tako, da v bistvu pravzaprav to je pa to, kar pravzaprav prodajamo. Ne. Skratka, običajno si nekje naredimo en tak plan, kaj bomo recimo v nekem obdobju prodajali. Zdaj to so lahko, večkrat bolj poglobljeno govorim tudi o tem v prejšnjem podcastu, pa v brezplačnem uvodnem programu. Skratka, tukaj pod promocijo oziroma pod to mesečno, bom rekla, spada od raznih delavnic, ki jih mogoče na mesečni ravni prodajamo, do nekih brezplačnih izzivov, ki so lahko po eni strani torej prodajanje česa naprej, to se pravi, običajno so te brezplačni izzivi, če se jih že lotite, običajno vodijo v nekaj plačljivega, ne, to se pravi, v bistvu so samo še en korak zraven v nekam, ne, in so po eni strani lahko torej prodaja, hkrati imajo dvojno vlogo, ne, prodajajo v bistvu naše programe, hkrati pa v bistvu tudi lahko generirajo nove stranke, torej tako imenovan lead generation. Najbolj nezahtevna oziroma najbolj nezahtevna oblika prodaje je pa to, da pravzaprav prodajamo preko mailinga, to se pravi, da pripravimo neke ponudbe, neke vsak mesec ali pa vsak kvartal oziroma pač vnaprej si pripravimo neke ponudbe, kaj bo takrat aktualno in takrat v bistvu potem prodajamo. Kaj pa je zdaj tukaj izziv? Je pa to, da če bomo pošiljali 10-krat samo maile, kaj prodajamo, ne, zdaj običajno, ne, bom rekel, kar dvojni problem je. Ne, ali sploh ne pošljamo maila, ali pa pošljamo en sam mail, zdaj naredimo seveda lahko tudi glas ali pa karkoli, ne, ampak pošljamo en mail, ne, običajna praksa, bom rekel, začetniki tako pošljajo en mail in čakajo, kaj se bo zgodil čudež in čudeža ni, ne. Se mogoče zgodi 1-2 prodaje, ne pa zdaj to tudi odvisno od baze, koliko imate velike, nič pa naprej, ne. Tako da ponavadi, ko imamo neke te promocijske, te prodajne aktivnosti, je treba biti tudi majčkeno bolj prisoten, v smislu majčkeno več mailov in vse te zadeve. Tukaj pa hitro nastane ta težava, ne, da če nimamo neke vsebine, bomo na koncu samo vsak teden samo 5-krat poslali sporočilo, lej, to imam v akciji, to je oziroma to je zdaj, tale ponudba je, ali pa na socialnih omrežjih lahko vidimo veliko tudi tukaj, ne, da ljudje prodajajo, vabijo na delavnice, tako da nam v bistvu na množično pošiljajo vabila na neke delavnice, za katere na drugi strani mi kot potencialne stranke sploh še nikoli nismo slišali, sploh ne vemo, zakaj gre, ne, in dobivamo kar vabila, ne. Skratka, teh mesečnih promocijskih aktivnosti se je treba tudi premišljeno lotiti, morajo imeti vzadej neko vsebino in morajo imeti v bistvu tudi vzadej neko strategijo. Zdaj, kot lahko vidiš, v vseh 4 tipih promocijsko-prodajnih aktivnosti imamo v online svetu pravzaprav 3 ključne izzive, ne. Zdaj, prva stvar je, da moramo imeti strategijo, kako bojo te stvari vse skupaj povezane, da izhajajo tudi v končni fazi iz nas samih, da smo usklajeni s tem, kar prodajamo, ker če delamo neke programe, pa če s temi programi nismo usklajeni, če nam niso všeč, jih bomo malo težje prodajali oziroma bomo imeli malo večji odpor do tega, da bi jih sploh prodajali, pa do tega, da bi sploh poslali tisti prodajni mail, pa da bi sploh pisali o tem, pa da bi sploh govorili o tem in tako naprej, ne. Skratka, prva stvar, ki je, in sem omenila že na začetku, je potrebno, da naredimo eno tako, bom rekla, vsaj eno mini strategijo, eno tako, jaz temu rečem, vizioniranje, kaj sploh delamo, za koga to delamo, koga nagovarjamo, kje ga nagovarjamo, pri čemu pomagamo in tako naprej, ne. Druga stvar, ki pa potem pri marsikomu svali, je pa to, kaj zdaj vsebinsko dajati v te promocijske zadeve in pa kako vse to sistematično in organizirano se lotiti, ne. Zdaj, jaz sem že v prejšnjem podcastu šla majčkeno bolj tako, bom rekla, računsko skozi vse tele zadeve in smo pogruntali, smo prišli do tega, da nekje 4 do 5 delovnih dni na mesec rabimo za to, da delamo vse tele zadeve. To se pravi, da, ne vem, dnevno promocijo naredimo, rabimo, ne vem, 2 delovna dneva na mesec. Da naredimo tedensko promocijo, rabimo 1 do 2 delovna dneva na mesec. Da pripravimo, ne vem, tele prodajne zadeve, prodajne aktivnosti in vse to 1 dan do 2 na mesec. Zdaj odvisno, kakšne stvari pripravljamo in tako naprej, ne. Skratka, v resnici imamo 4 do 5 dni dela na mesec,
kar pomeni en delovni dan na teden, zato da delamo pravzaprav na vseh teh zadevah, pa kljub temu, ne, marsikomu to ne znese, zato ker v bistvu nima sistemov poštimanih, ne. Torej, 3 ključni izzivi, torej strategija, da imamo narejeno, potem vsebina, da sploh vemo, kaj dajati, da je na tak način napisano, oziroma da sploh znamo napisati stvari na tak način, da pravzaprav se nam sploh ne zdi, da prodajamo, oziroma da sploh se nam ne zdi, da karkoli vsiljujemo komorkoli. In pa tretja stvar, da imamo, bom rekel, da znamo pomenedžirati vse te sisteme. Tako da, v mojem spletnem hubu sem razvila, torej spletni hub sem razvila posebej za podjetnike, coache, izobraževalce, svetovalce, ki bi radi uporabljali torej ta orodja spletnega marketinga in orodja spletnega izobraževanja za te namene, da gradite svoj biznis, da raste vaš biznis oziroma da sploh štartate z nekim biznisom, da pa so te zadeve vse, bom rekla, enostavne, tehnostavne, lahkotne, torej organizacijsko lahkotne, tehnično enostavne, da so nam v končni fazi luštne in kreativne. Sem torej v spletnem hubu razvila tako imenovane video mentorje, ki te peljejo. Video mentorji so v bistvu moj klon, kot da bi z mano delal 1 na 1 in te peljem skozi procese, kaj vse je treba narediti in vsebinsko in tehnično in organizacijsko. Okay? Zdaj, kar je dodana vrednost. Sama ne verjamem v predloge, v smislu, da bi rekla, zdaj moraš pa tukaj to napisati, pa to, ne. Ampak verjamem pa v to, da te lahko peljem skozi proces, da ti razmišljaš, kako boš svoje sporočilo oblikoval. Ne? Torej, ko govorim o tem, da te peljem čez vsebino, kaj pisati, kako pisati, te ne peljem v smislu, zdaj moraš pa tukaj napisati, ne vem, 5 lastnosti tvojega produkta ali pa ne vem kaj, ampak te peljem, da razmišljaj, o čem tam pisati. Okay? Tako da majčkeno drugačen pristop, kot ga ponavadi učijo. Ni fora v tem, da ti jaz povem, kaj napisati, ampak je fora, da te peljem, da iz sebe najdeš tisto, kar je treba, oziroma kar je fino, da napišeš. Potem so stvari tudi dosti bolj usklajene s tabo, so bolj, bom rekla, pisane na kožo tebi, ker smo se ljudje tudi različni in po karakterju in, bom rekla, po raznih profiliranjih in tako naprej. Ne. Skratka, video mentorji te peljejo čez ta proces, da to vsebino dejansko pišeš, sestavljaš. V spletnem hubu imaš na voljo tudi prostor, kjer te zadeve lahko tudi shranjuješ noter, to se pravi, da se ne zgubljajo po zdaj 500 zvezkih, 10 aplikacijah in ne vem kje še vse. Skratka, so zadeve na enem kupu. Na drugi strani te pa v spletnem hubu z orodji, z enimi posebnimi orodji, peljem tudi čez to, da v bistvu hkrati tudi menedžiraš oziroma upravljaš vse te aktivnosti, da se ne zgubiš, kje si, da točno veš, kaj imaš za narediti, da vidiš, kaj si že naredil oziroma kje te čaka še kakšna aktivnost za narediti in tako naprej. In potem, ko imaš te stvari poštimane, to se pravi in strategijo, torej neko to svojo vizijo, in ko vsebinsko veš, da imaš neko podlago in ko veš, da imaš, bom rekla, neko orodje za upravljanje vseh teh aktivnosti, potem so tudi, bom rekla, možgani majčkeno bolj mirni, sproščeni, se ne ubadajo s tem, kaj imam pa zdaj jutri za narediti, kaj imam pa zdaj tukaj. Skratka, točno veš, kje si in kam greš in je potem tudi dosti lažje se tiste enkrat na teden ali pa parkrat na mesec usesti in stvari dejansko izvesti in narediti.